Talj Čepavček pa ima tudi ta mesec za vas pripravljen zanimiv in zdrav presni kotiček. Lepo pozdravljeni v današnjem presnem kotičku. Za tokratni recept me je navdihnila knjiga od Saše Tasevski, Moč žive hrane. Naredila bom bučkine hrustke, ki so res odlični in nadomestijo kakšen slam prigrizek. Najprej bomo naribali bučke, potem pa bomo za marinado uporabili kaljeno ajdo, ki sem jo posušila v dehidratorju, in sicer to naredimo tako, da semena ajdova namočimo za približno pol ure in jih pustimo kaliti en dan in potem jih sušimo v dehidratorju ali v pečici 4 do 8 ur in pridejo taki hrustljavi ajdovi, v bistvu hrustljava ajdova semena, ki jih lahko potresemo tudi po solati, so odlični. Skratka, to sem zmlela v kavnem mlinčku. Sezamova semena, jaz sem vzela polnozrnata, potem imamo papriko rdečo, sol, česen, malce olja lanenega, pol limone oziroma sok četrt limone, česen in to je v glavnem to. Bučke lahko ali naribamo na kolobarje, lahko naredimo špagete s spiralizatorjem na različne načine. Za te hrustke lahko uporabimo tudi kakšno drugo zelenjavo, lahko je ohrovt, lahko je topinambur, ta sladek krompir ali pa katerokoli drugo zelenjavo. Čakamo, da se bučke spustijo vodo, naredimo nadev in sicer, kot sem rekla, pol šalčke, pol skodelice, te dobre 2 deci, ki so kaljene ajde, posušene, eno skodelico mletih sezamovih semen, potem imamo eno veliko žlico rdeče paprike, takole. Jaz dam noter tudi kvasne kosmiče, lahko jih izpustite, če ne želite, 2 žlici. Se premešamo. Odcedimo bučke. Dodamo še česen. Lahko je tudi česen v prahu. Jaz dodam kar svežega, ga stisnem. Dodamo še 4 žlice lanenega olja, da se bojo sestavine sprijele skupaj. Dodamo še sestavine, ki smo jih zmešali. In res dobro premešamo, da bo čim več na vsaki bučki te naše mase. Bučke najbolje, da kar še malce z rokami, ker kolobarčki so sprijeti skupaj, da jih še majčkeno pregnetemo. Potem pa jih polagamo na, jaz jih dam kar na peki papir, na pladnje od dehidratorja. Za tiste, ki nimate dehidratorja, lahko date na navadne pladnje za v pečico in jih sušite, dokler niso suhe. Jaz v dehidratorju jih pustim kar čez noč. Vi pa majčkeno vmes probavate, samo ne probavajte preveč, da ne boste ostali brez. Ko maso mešamo, v posodi dodamo še 1 čajno žličko soli, to sem pozabila povedati. Jaz sem pa že en dan prej pripravila za vas, tako da vidite, kako izgleda končni izdelek in resnično zelo hrusta in je odličen. Dober tek!